Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes sem za vas pripravila pravljico, v kateri nastopa Mrož. Ja, zelo simpatičen Mrož. Me že prav zanima, kaj tako zanimivega se je Mrožu dogodilo, da je slovenski pisatelj Peter Svetina napisal zbirko 2 pravljic z naslovom Mrožek, Mrožek. Za ilustracije pa je poskrbela odlična Mojca Osojnik. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, ki nosi naslov O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov. Nekje daleč na severu so v mestu na ledeni plošči živeli oče Mrož, mama Mrožka in sin Mrožek. Mama Mrožka je ravno kopala sina Mrožka v morski kopeli. No, še nohte ti moram postriči, je rekla. Ne, ne, je vzkliknil mali Mrožek, nohtov pa ne. Ampak Mrožek, mu je prigovarjala mama, nohte moraš imeti vedno postrižene. Saj si tudi brkov nobeden ne striže, je ugovarjal sinko. Z brki je drugače, mu je mama potrpežljivo razlagala. Brki so okras obraza, nohti pa so okras plavuti. Se ni dal Mrožek in mami ni pustil, da bi mu nohte postrigla. Ah ja, je zavzdihnila mama, te bo že pamet srečala. Ampak malega Mrožka pamet ni srečala. Nohtov si nikoli ni hotel postriči. Res je, da Mrožev nohti rastejo sila počasi, takole milimeter na par let. Ampak kljub temu, ko je moral Mrožek v šolo, so bili že tako dolgi, da so se začele težave. Če so se sošolci žogali in je žogo ulovil Mrožek, je reklo pok. Žoga je počila, ko je zadela ob oster noht. In kadar so v šoli za novo leto po razredu obešali balone, se ni smel Mrožek dotakniti nobenega. Ko je končal šolo, pa je hotel v službo. Pa ni imel sreče. Ne v tovarni ribjih konzerv, ne na polarni banki ga niso sprejeli, češ da bi z nohti luknjal konzerve in bankovce. Žalosten se je Mrožek zato nekega dne odločil, da si bo kruha poiskal v širnem svetu. V kovček si je zložil ščetko za okle, glavnik za brke in copate. Poljubil je mamo in očeta ter odplul. V daljnih deželah se je hotel zaposliti v živalskih vrtovih, v cirkusih, a kjer je potrkal, povsod so mu rekli: saj bi te radi vzeli, samo če bi imel postrižene nohte. Skrušen je tako nekoč v velikem mestu obsedel na obali in ni vedel, kaj bi s sabo. Iz razkošne hiše ob obrežju pa se je razlegala prijetna glasba. Nesrečni Mrožek se je napotil za zvoki, da bi si vsaj malo razvedril žalostno Mrožjo dušo. Pokukal je skozi odprto okno. Zagledal je koncertno dvorano, polno poslušalcev in na odru orkester. 3 polarne lisice so godle na violino, 2 polarna medveda sta igrala na čelo, tjulenj je piskal v klarinet in 2 losa sta trobila v lovska rogova. Dirigiral jim je severni jelen. Kakšna muzika je bila to! In ko so muzikantje po koncertu pospravljali inštrumente, so zagledali skozi okno žalostnega Mrožka. Hej, prijatelj, mu je zaklical severni jelen. Te naša glasba ni razvedrila. Je odgovoril Mrožek. Ampak takoj, ko ste nehali igrati, sem spet postal žalosten, ker sem se spomnil, da nikjer ne moram najti službe. Ja, kaj pa znaš, prijatelj? Ga je vprašal severni jelen. Če ne znam, bi se pa priučil,
je odgovoril mrožek, pa mi še tega ne pustijo. Pravijo, da bi si moral postriči nohte. In je žalostno iztegnil prednji plavuti pred dirigenta. Prijatelj, pa saj ni mogoče, je vzkliknil severni jelen. Ja, pa kje si se potikal do zdaj? Že pol leta iščemo koga z dolgimi nohti, da bi brenkal na kontrabas, ker smo izgubili luk. Takoj te sprejmemo, če hočeš. Nesrečni mrožek dirigentovim besedam kar verjeti ni mogel. Muzikantje so mrožka takoj vzeli v uk. Že po prvem mesecu je nastopil z orkestrom na koncertu. In potem na naslednjem in na vsakem. In tako se je mrožku končno nasmehnila sreča. In še nekaj. Orkester se je kmalu po tistem odpravil na turnejo po severnih morjih. Mrožek je očetu in mami poslal telegram, da prihaja. Kako sta bila vesela, ko sta ga zagledala v koncertni dvorani. Kako tudi ne bi bila vesela, da je njun mrožek končno našel službo, ki je čakala ravno nanj. Kar pogumen je bil tale mrožek in vztrajen. Predlagam, da prisluhnete še kakšni pravljici, ki čaka na vas na kanalu Moj knjižni kotiček. In ne pozabite klikniti na gumbek Naroči se, da boste v stiku z novimi pravljicami, ki jih vsakodnevno pripravljam za vas. Dragi otroci, lepo se imejte, uživajte in en mrožkov, čau čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Veseli me, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Le kaj se je zgodilo v gozdu, da majhna sova kar ni hotela nehati jokati? To pa sedaj še mene zanima, saj je v gozdu vedno umirjeno in pomirjajoče. Udobno se namestimo in prisluhnimo pravljici z naslovom Sovica Jokica. Nekega meglenega dneva se je v gozdu zaslišal presunljiv jok. Živali so najprej pomislile, da se je vrnil volk Vilbur, ampak stari volk Vilbur je bil že dolgo mrtev. Ježek je nabrusil bodice in se odpravil pogledat. Če bo nevarno, se še vedno lahko zvije in zbode napadalca. Jok je bil vedno glasnejši. Ježku so prišli na misel hudobni gozdni duhovi in Vilbur. Toda ko se je tiho prismukal mimo zadnjega grma, je našel nekaj drugega. Našel je majčkeno sovico. Čisto navadno majčkeno sovico, ki se je drla tako glasno, da takega joka Ježek še ni nikoli slišal. No, jo je miril. Kaj pa je? Kaj se je zgodilo? Si padla iz gnezda? Mala sovica je odkimala in jokala naprej. K njej je priletel vran. Kaj pa je? Bi se rada igrala? Prinesel je nekaj pisanih kamenčkov in jih položil v travo pred sovico. Gotovo ti je dolg čas. Mečiva kamenčke. Ampak mala sovica je odkimala in jokala naprej. Tedaj je v grmovju zašumelo in k sovici je priskakljala veverica. Ja, kaj pa je? Si lačna? V kljun je vtaknila najlepši lešnik. Ampak sovica ga je izpljunila in neutolažljivo jokala naprej. Sove ne jedo lešnikov, ti brihta, sta rekla Ježek in vran. Prav takrat pa je iz zemlje pokukal krt. Ja, kaj pa je? Nehaj notuliti, podaril ti bom nekaj lepega. Zlezel je iz rova, tekel po travniku sem ter tja
in se vrnil z venčkom iz najbolj pisanih rož. Obesil ga je sovici okrog vrtu, ampak mala sovica je odkimala in jokala naprej. Prilezel je stari rogač. Strogo je pogledal sovico in zahreščal. Kaj pa je? Zakaj se pa tale tečka dere? In zakaj vas podi naokrog? V mojih časih se to že ne bi zgodilo. Naj te nekaj ščipnem, ha? Zlezel je bliže in grozeče rožljal s svojimi velikimi kleščami. Ampak mala sovica je le odkimala in jokala še glasneje, veliko glasneje. Zdaj pa imaš, so se razjezile živali. Uboge male sovice ne bi smel tako prestrašiti. Saj nisem hotel, le šalil sem se, je skrušeno mrmral stari rogač. Na bližnjem drevesu je odkril veliko zapuščeno pajkovo mrežo in jo privlekel bližje. Pomagajte mi, no, privezali bomo tole mrežo in revico malo pogugali, to ji bo prav gotovo všeč. Jokajočo sovico so z venčkom vred posadili v mrežo. Vsi so poprijeli in jo zagugali, da je bilo veselje. Debeli krt je zabrundal celo v spavanko za krte. Ta mala sovica je še kar naprej jokala. Kar naenkrat pa je zletela iz mreže, naravnost pod mamino perutko. Mamica jo je stisnila k sebi in rekla: No, jokica moja, spet jokaš. Ja, kaj pa je? Zakaj jočeš? Ježek, vran, veverica, krt in rogač so napeli ušesa. Prav to bi namreč tudi oni že ves čas radi izvedeli. Mala sovica je smrknila, nehala jokati, pogledala drugega za drugim in tiho čivknila: Sem pozabila. No, tale pravljica me je pa resno smejala. Najverjetneje bi se vaši starši kar strinjali z menoj. Namreč se zgodi, da tudi mlajši otroci včasih jočejo in tulijo, pa še sami ne vedo zakaj. Ampak priznati pa moram, da so prav vse živali stopile skupaj, skušale nekako pomiriti sovico in preusmeriti njeno pozornost. A tokrat jim žal ni uspelo. Še dobro, da je sovica nehala jokati, ter da je v gozdu spet vse mirno. Otroci, pobrskajte po kanalu Moj knjižni kotiček in prav zagotovo boste našli še kakšno zanimivo pravljico. Lepo se imejte do prihodnjič. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V današnji zgodbi bomo spoznali prikupnega krtka, ki je pokukal iz svoje krtine in ravno v tistem trenutku, ne boste verjeli, se mu je nekdo pokakal na glavo. Ja, šmentno. Le kdo bi lahko to bil? Predlagam, da se hitro udobno namestimo in prisluhnemo zgodbi z naslovom Kdo se je krtku pokakal na glavo? Pa tudi mene zdaj zanimajo. Ko je krtek nekega dne pokukal iz zemlje, da bi videl, ali je sonce že na nebu, se je zgodilo. Bilo je zaobljeno in rjavo. Malo je bilo podobno klobasi. Najhujše pa je bilo, da je pristalo točno na njegovi glavi. Nesramnost pa taka, je vzkliknil krtek. Kdo se mi je pokakal na glavo? Ampak ker je bil slaboviden, ni nikjer nikogar videl. Golob, si se mi ti pokakal na glavo? Je vprašal goloba, ki je letel ravno mimo. Gru, jaz? Ne, kako? Jaz skakam tako, je odgovoril golob. In že je pljask pred krtka belo pljusknilo
in mu poškropilo desno tačko. Konj, si se mi ti pokakal na glavo? Je Krtek vprašal konja, ki se je pasal na polju. Haha, jaz? Ne, kako? Jaz kakam tako? Je odgovoril konj. In že je drom, 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 tik ob Krtkovi glavi na tla zgrmelo 5 velikih, debelih konjskih fig. Krtek je kar zazijal od začudenja. Zajec, si se mi ti pokakal na glavo? Je Krtek vprašal zajca. Jaz? Ne, kako? Jaz kakam tako? Je odgovoril zajec. In že je ratatatata, Krtko okrog ušes švistilo 15 okroglih bobkov. Urno je odskočil in se komaj rešil. Koza, si se mi ti pokakala na glavo? Je Krtek vprašal kozo, ki se je ravno malo zasanjala. Ne, jaz? Ne, kako? Jaz kakam tako? Je odgovorila koza. In že se je, klak, 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 v travo strkljal kup karamelnih bombonov podobnih kroglic, ki so bile Krtku kar všeč. Krava, si se mi ti pokakala na glavo? Je Krtek vprašal kravo, ki je ravno prežvekovala. Mu, jaz? Ne, kako? Jaz kakam tako? Je odgovorila krava. In že je špljoc na travo čmoknil velik rjavo-zelen kravjek in Krtka le za las zgrešil. O, kako je bil Krtek vesel, da ni bila krava tista, ki se mu je pokakala na glavo. Pujs, si se mi ti pokakal na glavo? Je Krtek vprašal pujsa. Jaz? Ne, kako? Jaz kakam tako? Je odgovoril pujs. In že je žljups na travo čofnil mehek rjav kupček. Krtek si je moral zatisniti nos. Sta se mi mogoče videti Je ravno hotel vprašati Krtek, potem pa je prišel bliže in videl, da sta tam sedeli le 2 debeli črni muhi in nekaj jedli. Končno nekdo, ki mi lahko pomaga, je pomislil Krtek. A vidve veste, kdo se mi je pokakal na glavo? Je hitro vprašal. Bzzz, sedi pri miru, da pogledava. Sta zabrenčali muhi, potem pa čez čas povedali. Bzzz, ni dvoma, to je pasji kakec. Zdaj je Krtek končno izvedel, kdo se mu je pokakal na glavo. To je bil Bonzi, mesarjev pes. Hitro kot blisk je Krtek splezal na Bonzijevo hišico in že je plink na psičkovi glavi pristala majhna črna klobasica. Krtek pa se je srečen in zadovoljen vrnil v svojo krtino. Ja, moram priznati, da je tudi meni bila tale zgodba prav zabavna. Ja, ubogi Krtek, no. Koliko napora je vložil v iskanje tistega, ki se mu je pokakal na glavo. A na koncu ga je le našel. Bravo za iznajdljivost. No, poleg tega pa je Krtek spoznal še mnoge druge živali in njihove različne kakce tudi, kaj ne? Luštna zgodba, nikaj. Otroci, v mojem knjižnem kotičku prisluhnite še pravljici z naslovom Veliko tekmovanja v kakcih, ki je prav tako zelo zabavna. No, kako tudi ne bi bila, če se živali predstavijo s svojimi kakci. Lepo se imejte, uživajte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! No, ti revček. Pa dali tale kakec dola, ne. Ti ubogi kuža, pa nisi vedela, ne, da je tam Krtek. Ja, saj vem, da nisi nalašč. Konec dober. Vse dobro.
Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico sem izbrala na podlagi naslovnice ter zanimivega naslova knjige. Spoznali bomo medveda, ki je najraje kar sam. A kmalu se v sosednjo hišo priseli zajčja družina, ki pa predstavlja pravo nasprotje medvedu. Namreč zelo so družabni. In ker so medvedu nenehno trkali na vrata, jih je medved poimenoval kar sitnobe sitne. Ja, kar malce žaljiv je bil tale medved, kaj ne? Otroci, hitro se udobno namestite in prisluhnite pravljici z naslovom Sitnobe sitne. Medved je živel sam, daleč stran od vseh, in tako mu je bilo najbolj všeč. Zato si lahko predstavljate, kako jezen je bil, ko si je družina zajcev zgradila domek tik zraven njegovega. Komaj so se zajci vselili, je že tok potrkalo po vratih. Pozdravljeni, gospod medved, bi nam posodili malo medu, radi bi spekli torto. Čisto nič medu nimam, je rekel medved. Sitnobe sitne, je zamrmral. Potem si je nalil skodelico čaja, vanjo kanil kapljo mleka in noter vmešal 10 žlic medu. Že se je hotel usesti, takrat pa tok. Pozdravljeni, gospod medved, bi nam prosim pomagali nasekati malo drv? Ne, je rekel medved. Preveč dela imam, da bi vam lahko pomagal. Medved je dremal pred kaminom, takrat pa tok. Kaj pa je zdaj? Je zagotrnjal. Pozdravljeni, gospod medved, bi zamenjali nekaj knjig z nami? Ne, nobenih knjig ne bom menjal. Medved se je ravno usedel k večerji, takrat pa tok. Pozdravljeni, gospod medved, ali bi želeli opazovati utrinke z nami? Ne in ne, je rjovel medved. Hočem samo, da me pustite pri miru. In so ga. Dokler ni na lepem previdno potrkalo na vrata. Tok. Ampak na vratih ni bilo nobenih zajcev, samo košara. V njej je bila torta, nekaj drv, knjiga in sporočilo. Pisalo je: Dragi gospod medved, vemo, da nimate medu, da bi si spekli torto, zato smo jo mi spekli za vas. Upamo, da si boste z drvmi zakurili prijeten ogenj, da vam bo toplo. Pomislili smo tudi, da bi mogoče radi prebrali našo najljubšo knjigo Zajčji vodnik po galaksiji. Govori o zvezdah, planetih in vesolju. Vaši sosedje, sitnobe sitne. Medved je pojedel torto, zakuril ogenj in pred spanjem prebral knjigo. Zaspati pa ni mogel. Prvič v življenju se je počutil osamljenega. In odločil se je, da bo storil nekaj, česar ni še nikoli. Odpravil se je na obisk k sosedom. Od takrat je medved z zajci preživel veliko časa. In veste kaj? Tako mu je bilo najbolj všeč. Ja, pa je medved le spoznal, da so prijatelji dragocenejši od lastnega miru. Že pride kakšen dan, ko si želimo miru in samote. Ampak potem je spet prijetno vrniti se okrog svojih prijateljev. Z njimi je vse nekako lažje. Pa zajčke moramo tudi pohvaliti, saj so bili nevsiljivi ter zelo potrpežljivi. Zamisel s košaro je bila res genialna. Otroci, lepo kukajte še v moj knjižni kotiček in prisluhnite še kakšni zanimivi pravljici. Uživajte in se kmalu spet vidimo. Čau!
Pozdravljeni, dragi otroci! Vesela sem, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Naslov današnje pravljice je Veveričji prepir. Zanimiv naslov, kaj ne? Res me zanima, čemu sta se veverička prepirala. Najbolje, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Veveričji prepir. V temnem goščavju je vedno hladno. Mah zeleni še poleti, ko ptice pojo. Zdaj tu je jesen in nebo nežno rdi in sleherno bitje si spanja želi. Živahni Ciril pa je čisto drugačen. Vedno je buden, zabaven in lačen. Gozdne živali se niso igrale, ampak za zimo so hrano nabrale. Polna so dupla, brlogi in rovi, v sleherni skrambi dišijo plodovi. Ciril se požvižga, uživa vsak dan, pleše in skače ves razigran. Omare so prazne, ničesar več ni, trebuh mu kruli, le kaj naj stori? Ne, stoj, kaj je to? Na borovi veji, tako se mu zdi, storž osameli se mu smeji. Zavriska od sreče, podjeten, odločen, storž je poln jedrc, slasten in sočen. A žal je tu še nekdo. Tamle na boru vztrajni Metod v tistem trenutku zagledal je plod. V njegovi omari se je vsega nabralo. Kljub temu si misli, je en storž premalo. Ta storžek bo moj, se zasmeji in jedrca sladka pojesti želi. Oba sta se hkrati po deblu pognala. To je zdaj tekma, ni igra, ni šala. Hitro sta plezala mimo pregrad, kdor prej bo pri storžu, dobil bo zaklad. Ker sta hitela, je veja drhtela, njuna poslastica je odletela. Ciril in Metod sta drvela za njo, z ramo ob rami, le kdo zmagal bo. Imam ga, je kričal živahni Ciril. Imam ga, je ponovil vztrajni Metod. Prehiter sem zate, pozabi ti trud. Lačen sem, se je zadrl Ciril. Metod pa, meni pripada, ne boš ga dobil. Storž se odbijal je od skal in od tal, ter na medvedovem smrčku pristal. Smrčka skotalil je spet se na tla, na robu previsa obstojita oba. Se zibal in tresel, nagibal in pljusk. Ciril in Metod sta skočila za njim. Še vedno tekmujeta, nista spoznala, da bi prijateljsko si pomagala. Ciril in Metod divje plavala sta, tedaj pa ujeda spusti se z neba. Kakor bi trenil, se tekma konča, preslastnega storža bosta oba. Vrni ga, najin je, sta zacvilila. Bila sta pohlepna in figo dobila. Na majcenih čolnih sta tiho veslala. Pred njima naenkrat pojavi se slap. Naju bo kap! Ciril in Metod v globel sta letela, nesreča pohlepneža je dohitela. Če bi si storžek lepo razdelila, ne bi se zdaj za življenje borila. Borita se z reko, ki nosi vstran. Ciril zgrabi vejo, a tok je močan. Zagrabi Metoda, ga trdno drži, povleče na breg, komaj živ obleži. Razmišljala sta in strmela v nebo. Metod je pogledal Cirile v oči, odprla sta usta, se smejala. Hi, hi, hi. Bila sva neumna, sta rekla oba. Ne hrana, prijateljstvo nekaj velja. Odslej bova složno delila stvari, tako na tem svetu se lažje živi. Bila sta prijatelja. Kar sta dobila, sta tudi drugim takoj ponudila. Ciril in Metod na svojih poteh
najraje imata prijateljev smeh. O, ti požrešna veverička! In kako sta bila vztrajna? Nikakor nista želela odnehati pri tekmi za zadnji okusen storž v gozdu. A na koncu jima ta storž ni bil usojen, sta pa prišla do odličnega spoznanja ter do novih prijateljskih vezi. In kot pri drugih pravljicah je ravno trdno, a iskreno prijateljstvo temelj za srečno življenje. V mojem knjižnem kotičku pa poiščete še kakšno pravljico o vevericah. Zagotovo jo boste našli. Lepo se imejte, otroci, in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali potrtega medveda, ki ga je osrečila čudežna palica. In kmalu se je v mestu razširila novica o tej posebni palici, ki so si jo zaželele prav vse živali. Me res zanima, kako se je razpletla ta pravljica. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Jupi, palica. Miška je sedela ob rečnem bregu, ko je mimo prišel medved. Videti je bil žalosten. No, včasih pač ne gre drugače. Zato pa je bila Miška videti srečna. Izgledaš potrt, je rekla. Kaj je narobe? Pusti me pri miru. Jaz sem žalosten, ti pa si videti srečna, je zakotrnjal. Bi mi povedala, zakaj si tako srečna? Nič nimam proti, če ti povem, je rekla Miška. To je zaradi te palice. To je Jupi palica in ni nekaj posebnega. Kdor jo ima, postane srečen. Res? Je bil presenečen medved. Mi jo daš? Mogoče bi me to celo razveselilo, je rekla Miška. Čeprav sem zelo navezana nanjo, ti jo posodim. Ampak mi jo vrni, ko je ne boš več potreboval. Medved je bil presrečen, ker je imel palico. Vrnil se je v mesto in si na poti požvižgaval. Kaj se pa tako trapasto smejiš? Ga je vprašala stara koza, ki je stala na avtobusni postaji. To je zaradi palice, je rekel medved. To je prav posebna palica, ki te osreči. Presrečen si lahko, da jo imaš, je zagodrnjala koza. Tudi jaz bi jo potrebovala. Žal mi je, ne morem ti je dati, je rekel medved. Samo eno imam in ni naprodaj. Na avtobusno postajo so prišle tudi druge živali in se pogovarjale med sabo. Ste slišali? Je rekel jazbec. Obstajajo prav posebne palice, ki te osrečijo. Zelo malo jih je in najbrž so tudi zelo drage. Res? Se je začudila ovca. Slišati je, da so nekaj posebnega. Takoj bi eno kupila, saj zadnje čase nisem preveč srečna. Si je mislil lisjak, ki je ujel pogovor. Pridite jutri na trg, pa bom videl, kaj se da storiti. Mislim pa, da vas lahko vse osrečim, je rekel in se potuhnjeno nasmehnil. Naslednjega dne je bila na trgu okrog lisjaka in njegovega voza strašanska gneča. Lisjak je dvignil palico in glasno rekel. Pridite po svojo Jupi palico, čudežno palico, ki vas bo osrečila. Imam jih 100 in vse delujejo. Živali so se gnetle okrog njegovega voza. Vsi, ki so uspeli dobiti palico, so bili zelo veseli. Vsi, razen male koze,
ki je palico dobila od svoje mame. Mala koza palice ni hotela, zato je začela meketati. Pa hej, jaz sploh nisem srečna. Ta palica ni prava. In živali so druga za drugo pogledale svoje palice. Opazile so, da tudi same niso tako srečne, kot so upale. Lažnivec! So jezno kričale na lisjaka. Denar hočemo nazaj! Lisjak se je hitro povzpel na vrh voza. V tistem trenutku pa je mimo prišel medved, ki je žarel od sreče. Lisjak je zakričal. Samo osrečiti sem vas hotel. Poglejte, tam je medved. Vso srečo skriva v svoji palici, ampak je noče z nikomer deliti. Vsi so se ozrli v medveda, medved pa je bil presenečen, ker se je znašel v središču pozornosti. Nenadoma so vsi kričali drug čez drugega. Dokler ni županja mesta stopila k medvedu. Lisjak ima prav, je rekla. Sreča ni nekaj, kar bi lahko zadržal samo zase. Moraš jo deliti. Zato v imenu mesta zahtevam, da mi izročiš palico. Odnesli jo bomo v muzej posebnih stvari. Vsakdo, ki bo kupil vstopnico za muzej, bo lahko užival v sreči, ki jo prinaša palica. In tako so živali skupaj odnesle palico v muzej. Z roko v roki sta jih vodila županja in direktor muzeja. Medved pa je ostal zadaj. Izgubil je palico in v trenutku se je spet počutil žalostnega. Kako naj povem miški, da nimam več palice? Ga je zaskrbelo. Tako zelo je bila navezana nanjo. Ves nesrečen je brcnil v kamenček. Toda kamenček se mu je zdel lep, zato se je odločil, da ga bo pobral. K miški grem, zato ne morem priti praznih rok, si je mislil. Ves žalosten se je vrnil k reki. Kako po trci videti, je rekla miška. Kaj se je zgodilo? Medved je okleval. Bojim se, da sem te razočaral. Palice nimam več. Zdaj je v muzeju posebnih stvari in tam osrečuje vse ljudi. Zelo mi je žal. Samo ta kamenček ti lahko dam. Miška je vzela kamenček. Nato se je začela hihitati. Zakaj se smejiš? Je vprašal medved. Zaradi kamenčka? Ne, je rekla miška. Smejim se, ker palica sploh ni bila nič posebnega. Bila je čisto navadna palica. Hotela sem te samo razveseliti in uspelo mi je. Miška se je spet zahihitala. In tudi medved se je začel hihitati. Miška se je zasmejala. Tudi medved se je zasmejal. Miška se je tako glasno krohotala, da se je moral krohotati tudi medved. Med smehom mu je izpod zadnjice ušel golobček. Potem sta se šele smejala. Po licih so jima tekle solze smeha in medved je pozabil na svojo žalost. Potem pa sta nenadoma za seboj zaslišala glas. Bil je osel in videti je bil zelo žalosten. Zakaj se pa smejite? Jo je vprašal. Medved si je obrisal solze smeha in rekel: lahko ti povem, smejiva se zaradi tega kamna. Zelo poseben je. Nasmejite. Si ga želiš izposoditi? Naravnost simpatična sta. Sama vsebina pravljice pa nam sporoča, da imajo tudi majhne stvari velik pomen, ter da se sreče žal ne da kupiti. Sreča leži v nas samih. In če bomo pozitivno naravnani, nas bo sreča spremljala prav povsod.
kaj ne? Zares luštna pravljica, kaj ne? Otroci, pokukajte v moj knjižni kotiček ter prisluhnite še pravljici Kamenček želja za Lili, v kateri boste spoznali deklico, ki v snegu zagleda lesketajoč se čudežen kamenček. In naj vam samo prišepnem, da je kamenček res čaroben, saj lahko uživi sneženega moža. Prijazen pozdravček vsem in če vam bo kdaj težko, se le spomnite na medveda ter njegovo jupi palico. Lepo se imejte, čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Današnja pravljica, kot izgleda, bo prav zabavna in upam, da ne preveč smrdeča. Namreč spoznali bomo kralja Kaka, ki je priredil pravo tekmovanje v kreativnih hlačnih pridelkih oziroma kakcih. Ja, današnja pravljica bo govorila o kakcih. Sedaj pa že mene zanima, kako se je to tekmovanje razpletlo in kdo je zmagal na tako zabavnem tekmovanju. Predlagam, da se hitro udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Veliko tekmovanje v kakcih. Vsako leto je nenadoma štrbunknilo na dan. Kralj Kaka prvi je sredi kraljevega pogovora na lepem vzkliknil: Kakat! Kakalulu! Kakadu! Kakaduš! Prosim, lepa hvala, vaše visočanstvo, se je priklonil kraljevi služabnik. Tako je vedel, koliko je ura. Takoj si bom velel poklicati ministra za velike in male potrebe. Dregni tole paličico, je rekel kralj Kaka. O ne, je pomislila kraljica, pa smo tam. Minister za velike in male potrebe je dregnil paličico. Je kralj spustil enega pukca. Oprostite, prosim, lepa hvala, se je kraljevi služabnik skoraj prelomil v priklon. Razglašam, da je letno tekmovanje v kakcih odprto, je oznanil kralj Kaka. Minister za velike in male potrebe je prč zavihal rokave. Veliko tekmovanje v kakcih. Pojutrišnjem vas vse pričakujemo v našem gradu z vašimi najlepšimi hlačnimi pridelki. Letos je poseben poudarek na predstavitvi. Od vas pričakujemo nakakane umetnine. Kralj Kaka prvi. Tak razglas je izobesil po vsej deželi. 2 dneva pozneje so v dolgi vrsti pred gradom kralja Kaka potrpežljivo stali tekmovalci. Minister za velike in male potrebe je vse prisrčno pozdravil. Prebral je pravilnik. Poudaril, da bo ime zmagovalca za vse čase vklesano v veliko spominsko ploščo. Pripomnil je, da je kralj Kaka edini član žirije. Na koncu pa je vse spodbudno pozval: Naj zmaga najboljši. Nato je dal kralj Kaka znak za začetek tekmovanja. Prva je pred kralja stopila gospodična krava. Svoj kravje, ki je lično odložila v čvrst karton za pite, kot da ga je še toplega prinesla od peka. Ni od muh, je mrmraje prikimaval kralj Kaka. Sploh ni od muh. Bratci kozlički so iz svojih bleščeče črnih bobkov sestavili stolpiče. Z velikim občutkom za ravnotežje in smislom za dramatiziranje so odparadirali mimo vedno zadovoljnega kralja Kaka.
Tudi gospod Zajček se je domislil krasnega stolpa. Iz svojih bobkov in lesenih palč je zgradil stopničasto stolpnico. Kandidat za stopničke, je kralj Kaka šepnil ministru na uho. Želva s svojo trdo pogačo v srednjeveški železni kahlici se ni mogla kosati z njim. 4 očarljive miške so družno prinesle velik kos kruha. V resnici je bil stiropor, iz katerega so izgrizljale rezino in jo pobarvale, da je bila videti kot namazana. Potem so jo s svojimi tankimi mišjaki zapelile kot z ocvirki. Tik pred njimi je slonček potiskal enokolesno mizico z gromozanskim iztrebkom. Ho, kakšna porcija! Ga je občudujoče pohvalil kralj Kaka. Smrdelo pa je do neba. To je atijev, je ponosno rekel slonček. Kuža je vedel, da je kralj Kaka po naravi šaljivec. Zato je svoje klobasice navihano poimenoval kakci na špakci. Se je od srca nasmejal kralj Kaka. Kakci na špakci, ta pa je dobra. Kon in pujsa, ki sta bila majčkeno zaljubljena, sta tesno sodelovala. Plod njunega dela se je imenoval dobra papica, lepa kakica. Toda če, tako kot kralj Kaka, nisi bil pesnik po duši, si videl le 3 konjske fige na prašičji brozgi. Za konec je Galeb pripravil pravi Kaka šov. Najprej je kralj Kaka dobil eleganten rdeč dežnik. Vljudno so ga prosili, naj ga odpre in si ga podrži nad glavo. Potem pa je Galeb razpeto blago pokakal do zadnje pike. Na Galebovo srečo jo je kralj Kaka odnesel brez packe. Kakšna akcija za posračkat, je očarano vzkliknil kralj. In ravno ko je kralj Kaka hotel razglasiti zmagovalca, je iz trave ob vznožju gradu nekaj kriknilo. Ali natančneje, nekdo je predirljivo zacvilil, kar se je slišalo približno takole. Hej, je vzkliknila ena od mišk. Gospa Mravlja bi tudi rada sodelovala. Nemudoma prinesite kandidatko k meni, je kralj ukazal svojemu služabniku. Mravlja je kralju Kaka izročila majhen list papirja. Posebej za vaše veličanstvo sem nakakala tole, je vsa ponosna rekla. In? Je razočarano zagodrnjal kralj Kaka. Ko pa je minister za velike in male potrebe prinesel povečevalno steklo, je kralj Kaka lahko prebral, kaj piše na papirčku. Naj živi kralj Kaka. Ganjen sem, je zajecljal kralj s cmokom v grlu. In kako vzorno si to nakakala. In tako je gospa Mravlja tisto leto za mišjo dlako zmagala na velikem tekmovanju v kakcih. In njeno ime je bilo vklesano v veliko spominsko ploščo za vse večne čase. Joj, tale pravljica je bila pa precej zanimiva, kaj ne? Ja. Zelo zabavni so bili tile kakci, priznam, tudi jaz sem se nasmejala. In vse pohvale živalim, ki so se tako potrudile in izdelale zanimive ter malce smrdeče kreacije. In bravo kralj Kaka za odlično idejo o tako izvrstnem tekmovanju. Otroci, pobrskajte še po kanalu Moj knjižni kotiček in prisluhnite še kakšni zanimivi pravljici. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Evo kralj Kaka, bravo!